Zdravljeni, z vami sem Minka in danes imam za vas eno povabilo. Za vse tiste, ki ste siti, da se vam dogajajo ene in iste stvari in se vedno znova ukvarjate z enimi težavami in mogoče je čas, da pogledate, kje je vzrok za vse te težave. V glavnem, pripravljam online šolo, ki jo bomo začeli 16. oktobra ob 8. zvečer, to je vsako sredo, in bo trajala naslednjih 8 mesecev. V glavnem, kaj boste pridobili v teh 8 mesecih? V glavnem 4 webinarje na teden, ura pa pol druženja. Poleg tega pa, veste, to je v živo. To pomeni, takrat imate šolanje, to pomeni, takrat se usedete, delate, pridobite znanja in enostavno ste v programu noter. V glavnem, zakaj sem se tako odločila? Vemo, da vidim, recimo tudi po mojih strankah, ogromno žensk, predvsem žensk, ker se pač ženskami ukvarjam, se ukvarja, s slabo samopodobo, s telesno težo, s hormoni, z zabuhlostjo telesa, z vnetimi sklepi. In mnoge rečejo na ta način, ja pa saj to je gensko, to imamo v rodu. Ampak zdaj vemo, da na gene tako vplivajo naša prepričanja, vzorci, kode, po katerih delujemo. Se pravi, če mi želimo nek vzorec v družini prekiniti, je potrebno iti pogledati, kaj točno predelujemo. Recimo, mnoge ženske, in najbolj smešno je bilo, enkrat smo bili na eni delavnici, ena gospa, po mojem imela takrat 75 let, je imela program Moram biti pridna punčka. Pri 75 letih, ko je bila že davno ona babica, njeni starši že davno pokojni, ona je še kar bila pridna punčka. No ja, mogoče imate vi podoben program, podzavestni program, da morate biti pridna punčka, se pravi, ugajate vsem, ste ustržljiva, tiha in tako naprej in v sebi ječite, ker ne morete več. Potem po drugi strani mnoge ženske pa predelujejo program ali pa sindrom Marije Magdalene. In nase vlečejo ljudi, predvsem moške, ki jih zlorabijo na kakršenkoli način. Čustveno, fizično, denarno, pač na vseh področjih. Se pravi, vsak od nas ima nek jumbo plakat, na katerem piše nekaj. In tisto nekaj, mi se bomo poglobili noter v te kode, da jih bomo počistili. Rezultat, lepa postava, pomlajen videz, zakrpana aura, lepši odnosi, boljša samopodoba. Veste, kolikokrat jaz rečem, predvsem mojim otrokom, ko se pogovarjamo, ne moreš imeti krošnjo kot mogočen hrast, če imaš korenino korenčka ali pa peteršilčka. Pač, če je korenina taka, ne more držati mogočne krošnje. In vemo, da recimo pri drevesih, to, kar je nad zemljo, je približno toliko korenin v zemlji. Se pravi, morajo biti zdrave korenine, da je lahko mogočna krošnja. No, po drugi strani, spet, če pogledamo v naravo, jaz imam okrog sebe hraste, pač te kraške hraste. Je tako neverjetno gledati te drevesa, se jih dotikati, biti v tej energiji. Zanimivo pa je, da po krasu povsod pleza bršljan. Po teh kraških kamnitih ograjah, kar je meni čudovito, in da seveda tudi po hrastih. In če pobliže pogledaš ta bršljan, s časoma, ko raste po tem hrastu, se tako zaje noter v skorjo, da dejansko ta bršljan misli, da je hrast. In s časoma ga preraste in s časoma zaduši ta hrast, da dejansko samo še en velik bršljan zraste. Kako je mogočen bršljan? Bolj mogočen, kot pa mogočen hrast. Tako da, ampak, če pogledamo korenino, bršljan je zajedalec in brez hrasta ne more rasti. No, in če se to vam dogaja v vašem življenju, da bršljan naraste po vas, mogoče bi bilo pametno najprej priti do zaključka, kdo si ti, in drugo, da pač enostavno ne dovoliš več, da bršljan raste po tebi, če si mogočen hrast. No, v glavnem, marsikaj vas bom učila,
Vse to, kar na koncu opisujem v mojih 5 knjigah, se pravi, ko imajo hormoni žur, predelali bomo glikemični indeks, kako shujšati, kako stresni hormon vpliva na naše zdravje, šli bomo v podzavest, pregledali bomo kode, ki so povezane z slabo samopodobo, to je vse povezano s korensko čakro in s trebušno slinavko. Potem predelali bomo, kar se tiče knjige, ko imajo duše žur, kjer bomo govorili o tem, kako se zavedati, kdo smo, prav ta sindrom Marije Magdalene. Predelali bomo knjigo, ko ima življenje žur, kjer se bomo poglobili v psihične težave, v pomanjkanje hranil, ki vplivajo na možgansko stanje našega telesa, ne na možgansko stanje, na stanje možganov, na psihično počutje našega telesa, se pravi, kako mi razmišljamo, koncentracija, se pravi vse to, kar je opisano v knjigi, ko ima življenje žur. Potem naprej, predelali bomo čakre, eno po eno, se pravi korensko, spolno, potem tukaj popkovno čakro, trebušno slinavko, se pravi v povezavi s solarnim pleksusom, pa kronično žalost in vse, kar se tiče organov povezanih s srčno čakro, s nižjim imunskim sistemom, pa potem grlena čakra, izražanje resnice, govorjenje, jasna vizija, čakre tukaj v glavi. Delali bomo meditacije, ki dejansko kako potegniti energijo po hrbtenici navzgor in spodbuditi obnovo svojega telesa. In ne nazadnje, šli bomo pregledati odnose, ki se vlečejo po družinskem deblu, to sem pa opisovala v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, se pravi, rane odraščanja, obranjeni mami, rane na naši duši zaradi vzgoje in tako naprej. Vse to, kar se vleče in bi bilo mogoče čas, da počistimo, prerežemo, popucamo. V glavnem, ena gospa, ki je bila v prejšnjih programih z mano leto pa pol, je šla na slikanje aure. In vam povem, zdaj v mailu bom to poslala in vsi tisti, ki niste še prijavljeni na mojo mailing listo, se pravi na novice, spodaj imate povezavo, prijavite se. Jaz bolj pogosto delam s to mojo mailing listo, pošiljam pozitivne novičke, kot pa preko YouTube kanala. Tako da v glavnem, tam noter pošiljam to sliko, v glavnem, gospa je šla slikati auro. Dejansko ima popolnoma zakrpano auro, edino, kjer se ji pozna po ženski liniji, se prenaša še nekaj, tukaj ima mečkar na desni strani, ima nakopičeno energijo, kar je povezano verjetno z nekim programom družine glede izražanja in neke nakopičene energije kaže na stegnih. Se pravi, stegna so povezana tudi z spolno čakro, se pravi, nekaj ima verjetno še za počistiti, kar se tiče vzorec družine, kako se ženska skozi spolnost izraža. No, v glavnem, v vsakem primeru, kar delamo, enkrat na teden smo živo na liniji, potem dobite posnetek, potem dobite dostop do vseh teh meditacij in kot darilo vam pošljem še dostop do vseh preteklih meditacij, tako da lahko vse to uporabljate, se pravi darila, ki jih dobite, eno knjigo iz mojega programa, ali karte prehodu na novodobo, ali pa eno od mojih knjig, to, in zraven dobite še dostop do vseh meditacij v programu Notranji preporod zavesti. Se pravi, darilo v vrednosti 400 evrov. No, zdaj pa pojdimo pogledati še karte prehodu na novodobo. Kaj nam pravi stvarstvo, kaj boste pridobili, kaj je tisto za vas, kar je ta trenutek prav, da slišite. Sploh, če razmišljate, da je nekaj treba narediti drugače, da bo treba nekaj spremeniti, da je treba, da je čas. Da enostavno je čas, da se po družinskem deblu nekaj počisti, da se, zdaj bom govorila tako, kar gre skozi mene, to sranje, kar se prenaša po koreninah, ne prenaša več na naslednje rodove. Da vidimo. Prvo sporočilo je želja. Kaj si ta trenutek ti želiš? Zato, ker v stanju ljubezni in veselja in tudi hvaležnosti z lahkoto uresničuješ svoje želje. Prav je, da veš, kam si želiš. Naslednja stvar. Vse je tako, kot je prav. Točno to, kar se ti dogaja, je prav.
mirna vodi, ker neskončnemu v tebi vse uspeva. Točno tako je prav. Zdaj bom prebrala sporočilo, to je karta 14, da vidimo. Tvojemu življenju naj vladata red in mir, Iris je gor naslikan. Naj tvojega duha prežima brezpogojna ljubezen. Na vseh področjih dovoli, da te vodi božanska inteligenca, zato ker življenje te ljubi in življenje te podpira. In zdaj tale želja 83, še to poglejmo, sporočilo. Tudi če ta trenutek nimaš še tega, kar si želiš, si zavedaj, da ti to pripada. Lahko se veseliš tega, kar te še čaka. Če zmoreš ustvariti željo, jo je moč tudi uresničiti. Kam gre ta trenutek tok tvojih misli? V to, česar ne želiš, ali v to, kar si želiš, pa še ni to. Zavedaj se svojih hrepenjen. Vse to, kar si želiš, dovoljuj, da pride v tvoje življenje z božansko hitrostjo. In še eno sporočilo, tebi pripada sreča. Naslednji korak. Tebi pripada sreča, zaslužiš si jo. Zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si obilje na vseh področjih. Naslednji korak. Kaj je tvoj pravi naslednji korak? Narediš lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Še eno sporočilo. Molitev in meditacija. Naj bo tvoj duh miren, povezuj se z izvorom. Molitev in meditacija. Te meditacije so res močne. Meditacije za čiščenje, za dekodiranje podzavestnih vzorcev so tako močne, da dejansko se dogajajo čudeži, ampak res se dogajajo čudeži. Ta meditacija, zdravilna molitev dekodiranja, se je v bistvu toliko nadgradila, zdaj brezplačno jo lahko dobite, pač osnovno, ampak ko mi delamo v živo, kar gre skozi mene, enostavno ženskam tečejo solze, ker je tako osvobajanje čustvenega telesa. To so karmični vzorci. In če si predstavljate, da je to v bistvu kot vozel, kot te drži, ko enostavno ne moreš naprej, čeprav vse delaš prav in čeprav se še bolj trudiš, je to tako kot elastika, ki te vsakič znova potegne nazaj. In ko delate zdravilno molitev dekodiranja, ta elastika enostavno se reže, odpada, razpada, vezi razpadajo, bolezni izginjajo, pač res nekaj neverjetnega, kar ozdravljenje se zgodi. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena. In blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Blagoslavljam vse, kar si želim, da se izboljša. Dovoljujem, da me napolnjuje božanska svetloba, ki se preko mene steka na zemljo. Ja, in jaz vem, da na nek način sem posrednik za to božansko svetlobo. In ja, seveda, včasih pride človek v točko, ko bi bilo bolj enostavno biti na tleh, preklinjati vse okrog sebe, ampak eno stvar, kar sem se naučila v življenju, je sigurno to, da tudi ko je najbolj težko, še vedno blagoslavljaj. Tudi ko je najbolj težko, blagoslavljaj, obračaj se na svetle sile in čudeži se dogajajo, ampak res se dogajajo. Samo zaupati je treba, da ta božanska energija, ki nas je ustvarila, nam bo prinesla tudi vse tisto, kar potrebujemo. In čiščenje preteklosti. Očitno je čas za to. Osvobajam se starih vzorcev. Vse se zgodi z nekim namenom. Ja, vse. In če se vam dogaja veliko slabega, ja, to so karmični vozli. In kako jih počistiti? Sami ne razpadajo, niti smrtjo ne razpadajo, nič ne odide samo. Samo na ta način, da vzamemo svetilko vere in božanske svetlobe in posvetimo v tisti temen delček, kotiček, enostavno razpadejo te vzorci, te
kode, ki nas zadržujejo. Še to preberimo 30. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo, k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo. Dovoljujem, da solze čistijo mojo dušo, vse je tako, kot je prav. Zaupam v stvarstvo, zaupam v podporo vseh svetlih sil, zaupam, da sem vodena. In ja, če ste zdaj do tukaj poslušali, verjamem tudi to, da vas je nekaj pritegnilo v tem videu in da je mogoče čas, da greste naprej. Tukaj spodaj imate povezave, lahko se prijavite na ta način, da plačate na obroke. Vse potrebne informacije dobite pod videom. Na povezavah dobite vse potrebne informacije, tam se prijavite. Plačilo poteka preko kartice ali preko bančnega nakazila. V vsakem primeru, glejte, jaz sem prepričana, da če vas je poklicalo, pomeni, da je čas, ampak res čas, da naredite nek premik naprej. Očitno vaša duša kliče po premiku naprej, očitno je čas za vašo družino, da nekdo pač vzame lopato in pokida, se veste pa, a ne? Verjetno je premalo smetišnico pa metlo, zato ker ponavadi se nabere veliko večkrat za smetišnico pa metlo, je treba kaj pokidati. Ja, vem, da bo kar intenzivno leto, ampak zdaj je še čas. Zdaj je še čas. Glejte, če vas kliče, ne razmišljati, ja, tako vam bom rekla, kaj čutam, ne razmišljati glede tega, joj pa stane na mesec 150 evrov, nimam tega denarja. Ja, prav imate, nimam tega denarja. Pač 150 evrov jih boste porabili v vsakem primeru. Ali pa po drugi strani rečem, noč, jaz sem se odločila, vidim, da recimo, če pogledamo samo telo, ne morem shujšati. Odločila sem se, da bom šla v vzroke, zakaj moram shranjevati, zakaj moram kupčkati, kaj je tisto, kar mi povzroča, da moram svoje telo na nek način zlorabljati. Ali pa recimo, če imate raka v družini, ali pa če imate vi rakasto obolenje, kaj je tisto v vašem telesu, taka globoka rana, da je ostala tako globoka rana, da je enostavno rak duše. In greste tja in počiste, ja, ker ta bolečina ne bo zginila. Ta bolečina je enostavno treba objeti, jo sprejeti. Vem, težko je takrat, ko objamemo pa sprejmemo, zato ker gremo v tisto bolečino noter in pač včasih je treba tudi kakšno stvar zjokati. Ampak ne bojte se tega, da greš v bolečino, zato ker nobena posledica ne zgine. To je tako, kot imate fotokopirni stroj in vsakič znova popravljate na fotokopiji napako, ker original povzroča napako. Vzemite original, počistite in ta koda se ne bo več prenašala naprej po genskem zapisu vaše družine. Tako močne zadeve so to. Potem odpuščanje. Veste, odpuščanje, kakorkoli obračamo, je sebično dejanje. To naredimo zato, da osvobodimo sebe. In če imate ljudi, ki so vam takole, mogoče je čas, da enostavno počistite, odstranite to stran. In v prvi šoli, ki sem jo imela, s prvo skupino, ko smo delali eno meditacijo, je bila tako močna. Spomnim se, da je bilo, občutila sem, kot da imajo te slušateljice katran, energijo katrana, prilepljen na hrbet. In to je bilo tako, kot bi, sploh ne znam, kaj je slovenski izraz, špohtal. Kaj je špohtal? Jaz upam, da razumete, tisto, ki je za dreza dol. Podoben, pa spet ne znam slovensko besedo uporabiti, ampak mi smo rekli šepcar. Za šepcat. Zdaj se mi boste smejali, ampak pač uporabljam te domače besede, ki smo jih doma uporabljali. Ta za šepcar je za lubje dol strgati iz drevesa. Špohtal je pa tisto, kar je za prilepljene zadeve na steno dol
dajati. Pač ne vem, kako se reče po slovensko, ampak dejstvo je, da dobesedno na energetski ravni je treba vzeti tako neki podrsati dol. In te meditacije so tako močne, da dobesedno poberete dol svinjarijo iz svojega telesa. In potem pokličete Božjo svetlobo, pokličemo, prosimo angele. V času te šole boste imeli čas spoznati svoje vodnike, delamo meditacije z nadangeli, pokličemo v bistvu svoje vodnike, zaradi tega, ker je prav, da veste, kdo so vaši duhovni vodniki, ker vam je potem lažje, ker se na nje bolj pogosto lahko obračate. Boste videli, kako boste napolnili svoje energijsko polje z neko novo energijo, ne z neko novo, z Božjo novo energijo. In ta Božja nova energija svetlobe, odpuščanja, ljubezni je tako močna, da dejansko dela preobrat čisto na vsakem področju vašega življenja. Tako da, če vas je poklical, lejte, spodaj imate povezavo, prijavite se in sledite, potem 16. začnemo, vse bo potekalo preko maila, vam pošljem povezavo, preko Zooma imamo javljanje v živo, potem v naslednjem dnevu vam pošljem posnetke, seveda to je namenjeno za vas, ne za to, da delite naprej, za vašo osebno rast in za vašo osebno transformacijo. Tako da, ja, tako čutim, ogromno sem se naučila zdaj v zadnjih nekaj mesecih, ker delam tudi sama neke premike pri sebi, v naši družini. Ogromno nekih novih uvidov sem pridobila in te nove uvide bom delila z vami v šoli. Tako da, če vas pokliče, mogoče je čas, da greste naprej. Tako da, se vidimo, povezava je pa spodaj. Uživajte!